jaz sem Miha in sem vegan. Jaz sem Eva in sem veganka. Živijo, jaz sem Ezau in sem vegan. Živijo, jaz sem Neža in sem veganka. Živijo, jaz sem Uroš in sem vegan. Živijo, jaz sem Gaja in sem veganka. Eden izmed vas se je ravno kar zlagal oziroma zlagala. Kdo pa to je, boste pa mogli ugotoviti vi. Jaz sem postal vegan decembra 2011. Zakaj? Ker sem gledal pač ene dokumentarce, kaj se z živalmi dogaja na farmah in pač sem se odločil, da tega ne bom podpiral in to je to. Kateri dokumentarci? Gledal sem takrat od Gary Jurovski, ko je bil popularen, pol Earthlings, pa še take manjše videe od Vegan Outreach. Ja, pač jaz sem bil prej vegetarijanec celo življenje, in pa sem dejansko videl, da ne morem jesti teh mlečnih in jajčnih izdelkov več, In pol enkrat sem se stavno odločil, da ne bom več to. Kaj si pa jedel, ko si postal vegan na začetku? Ja, jaz sem takrat začel jesti full junk fooda, zato ker sem mislil, da jaz moram zdaj narediti nadomestke za mlečne pa jajčne izdelke, tisto, kar mi je blizu, pa itak sem jedel junk food, ko sem bil mlajši. Takrat sem full jedel veliko teh namazov, vse na kruh, pač. Takrat verjetno tudi ni bilo toliko izbire, kot jo imamo zdaj. Jaz se spomnim že 4 leta nazaj, ko sem jaz postala veganka, sem te kvasne kosmiče iskala, vse posod in jih kjer niso imeli. In pa sem videla pivski kvas, pa sem mislila, ok, mogoče to, ni to. Ne. Jaz sem v bistvu zelo podoben kot ti, jaz sem 4 leta nazaj postal vegan. Zadnji udarc je bil Game Changer na Netflixu, dokumentarc. Predtem je moja žena že 2 leti bila veganka, ona je takoj po rojstvu je prešaltala in je full sedel. Jaz sem dosti s športom ukvarjam in sem dosti različnih diet že sprobal. In na koncu sem bil tako, po eni strani sem najprej obsojal ženo, ker pač kako jaz ne morem biti vegan, jaz toliko športam, jaz rabim beljakovine, jaz rabim jajca, jaz rabim meso, Pol pa sem videl, da pri njej to funkcionira in sem tudi pri sebi pol rekel, veš kaj, preden govorim, da nekaj ne funkcionira, moram pri sebi probati, In pa sem si dal, tako kot Game Changer reče, probi 7 dni, sem 7 dni, in pa sem rekel 7 dni, mogoče malo premalo, sem šel na 2 tedna, in pol sem bil 1 mesec, sem rekel, ja, zdaj pa če sem že 1 mesec, potem pol še in to zdaj malo traja. Ja, zaradi sebe sem vegan. Ja, pol nisi vegan. Aha, to je dobro vprašanje. Zdaj, jaz sem vegan po lifestylu ali sem vegan po hrani? Ja, to je dobro. Zdaj, če si rastlinojedec, nisi vegan, tako da. A vidiš? A si rastlinojedec? Jaz bi prej rekel, da sem... A sem v prvem krogu avtiral? Ne, veš kaj, jaz sem full... Ja, nekaj, vpraši. Ok, minus točka. Smo. Zdaj si me dobila, ampak ja. Rastlinojedec zagotovo. Ti? Jaz sem 8 let vegan, v bistvu cela familija, razen mame pa oči nista, imam še 2 sestre, enega brata. Z dokumentarci nisem, imam že tako zavedanje, živim v Kamniku, imamo veliko tudi kmetij, pa se vidi pač, kaj se dogaja tam. Ampak nisem zares zaradi živali, da me ful mi je mar za živali, ampak ni bil to prvi razlog, Bolj je pač doma so tako kuhali in pač navada postane. Še kaj rabite? Nekako je bil eksperiment, gledala sem film What the Health, tako da sem šla v bistvu na začetku iz zdravstvenih razlogov, pa iz mojega lastnega počutja v to, ampak sem se pol čez leta ful izobraževala o tem in pač potem ti nekako vsi razlogi in environmental reasons in animal rights pridejo skupaj in pač zdaj mi je vse nekako pomembno. Jaz sem 3 leta nazaj postala veganka in sem v bistvu spremljala en Instagram profil, se mi je zdelo ful smiselno, ker je, najbolj poznate Špelo, takrat se mi je zdelo ful smiselno, ker je razlagala o tem, zakaj to ni dobro za telo, pa zakaj ni dobro tako na splošno za zdravje. Pač tako sem ful ljubiteljica živali in sem se doma velikokrat prerekala z družino, zakaj se mi zdi to neetično, ampak doma so ful zavzeti mesojedci in je bilo ful težava, da smo se navadili, kot smo se. Kako vas so pa sprejeli doma to? Zelo slabo, oziroma je bilo na začetku ful težko.
Najprej sem jedla v bistvu bolj kruh pa te zadeve, ja pa te namaze isto. Pa so se pa jaz da navadila, zdaj recimo mami vedno kup kakšen unisti jedla, kakšen pokanček, kaj tazga, pa ga zraven krompirja vrže, da imam še nekaj za jesti. Še ona. Ja, jaz sem pa prebrala knjigo Mrha Koščena, ki je pač... Koliko je to? Mrha Koščena. No in pol, pa že tako od osnovne šole mi je bilo tako ful bad zaradi živali. Ampak ta knjiga me je pa v bistvu res mi je nekako naredila klik, ker sem prebrala, kaj vse delajo v klavnicah z živalmi. Pa sem natala vegetarijanka za ful let, pa mi je pa enkrat preklopil, ker sem naročila neke ligne in so bili tako vegetarijanka in so bili grozni. In pa mi je sam preklopil in to je to. Ne bomo točno povedali izida, bomo pa samo povedali, kdo dobil največ glasov. In to zdaj žal izpade. Ura! Seveda. Pa kje zdaj lik mene dobil, da prvega ven date? Jaz sem imel še ful stvari za povedati, to ni fair, več časa bi rabil. Zagotovo so me sodili po mojem videzu. Sam niso dobro pogledali, ker očitno sem imel edini veganske čevlje. Jaz sem jedla za zajtrk, ki je v bistvu bil kosilo, ker sem šla na faks, sem jedla Lidlov pesto z brezglutenskimi testeninami. Jaz sem jedla najbolj brezvezen zajtrk danes, torej alprosojino mleko pa neke haferpopse, tako da to ful ni bil nek recept. Jaz sem jedel smuti z korenčkom, avokadom, peteršilj, pomaranča, po moje to. Ja, pa oreščke sem dal še noter, plavo oreščke. Koliko deci ti je prišlo? 3-4, v pol litra kozarc, pa tokle. Jaz ne vem zajtrka, nisem jedla zajtrka, sem pa jedla za kosilo. Zdaj si mil prepamo v nedeljah za naprej, pa sem jedla pašto z grahom, pa bučkami pečenimi, pa tofujem, pa imela sem tako arašidovo omakico, ki sem si jo sama naredila iz arašidov, pa rižovega kisa, pa javorjega sirupa, pa sojine omake. Ok, jaz sem jedel 3 stvari, se pravi svoj proteinski superfood shake, pol litra, pol ene take kuhane pese iz Lidla, ker je pač dobro to za širjenje žil, to rabim. Tretja stvar je pa porridge, iz usenih osmičev, prosa, sojnega mleka, pa teh frozen berries iz Lidla. Moja teta je zelo ne razume teh stvari, Štajerka. Vedno, že ko smo bili majhni, je pripravila une zrezke, veš, ki pač ga ne bi jedel. In zdaj zmer, ko pridemo k njej na obiske, samo un prešar, dojoj, pa ti da pred tabo tam, ne vem, golaš, pa si tako, pa že 8 let, pa enkrat na mesec smo tam. To je najtežja izkušnja, moja teto prepričati, da pač ni pogojev. Pa mislim, da me sovraži zaradi tega, ampak žal. Ja, meni se tudi zdi ta socialni vidik nekako najtežja stvar, sploh ko nekateri, pa ne vem, mogoče starejši, sorodniki pač tega ne morejo sprejeti, ne znajo sprejeti in potem sploh recimo pri nas doma od mojega fotra, pod mojega strica skozi neki komentarji. Vsako leto, za vsak rojsten dan, a ne bi mal zrezka, le še za tebe imamo 2 čevapa, pač tak. Jaz pa tega ne morem, ker moram fizično delati, so pa komentarji. To stara mama reče, se starši to že ja. Jaz se strinjam, da je ta socialni aspekt najbolj zoprn. Pa največji problem je, ko si nekje v eni družbi, pa si edini vegan, pa se nekdo, ki ga sploh ne poznaš, otakne. Ja, zakaj pa ti ne ješ mesa? Sploh se ne poznamo. Drugače pa imam srečo, da je moja družina ful dobro sprejela. Moja mami tudi, pa sestra sta tudi postali veganki. Edino oči me še kar kliče, ja, zdaj bomo pa zaklali prašička. Pa sem tako, nehala sem se zadrževati tomu, ko rečem, oči, meni je to ogabno, adijo. Vse prav, vej se. Pač enkrat je dost, 8 let sem že veganka, mislim, lahko me malo spoštuješ. Ja, zdaj bo žal nekdo mogel izpadati in to je Miha. Ok, prav. Moji občutki so mešani, ker pač vedno imam kontrolo nad vso situacijo in bi lahko rekel, da ni samo en nevegan, ampak da sta 2. Vaše mnenje o teh čričkih in familijah, ki se zgražajo nad tem? Kaj pa, če kar ti začneš?
Drugač pol malo sledim, pol malo sem slišal o tem, tako da ti ne morem kaj veliko povedati, zares. Jaz sem iskreno, da vam že zdaj povem, zelo outdoorsy človek, ki se ne ukvarja z novicami in ukvarja se z drugimi ljudmi, kar ni pomembno. Kaj pa misliš o tem, da bojo zdaj črički v pekovskih izdelkih? Ja, pač ne bom kupoval pekovskih izdelkov, pa dosti Nekaj misliš o tem? bad je to. Kje bi pa dobili čričke? Z Žvirih bojo pa zmeri. No, bad. Full bad. Bad? Zakaj full bad? Ja, živali so. A tebi se zdi v redu? Ne, samo meni se itak ne zdi v redu, da je karmin v hrani, pa ga itak vsi jejo. Ok. Ne, jaz se ne strinjam, pač they're all animals. Edina stvar, ki ubija me komar, Ne verjamem. ki mi teži, ampak prav. Razumem, da me ne. Ja, meni je to pač ogabno. Ne vem, tako si mislim, po mojem, tudi če ne bi bila veganka, bi mi bilo to samo ogabno. Sploh ne razumem, zakaj se to zmeša z Ja, res. pšenico, po kakšni logiki. Mislim, da je logika v tem, kao, ker porabimo toliko hrane, da bi maj po nekih izračunih v ne vem katerem letu zmanjkalo žit in to, in zdaj bojo oni na ta način to razrečili, da bomo mi porabili manj hrane in bojo pač vzgajali čričke. Znaš, kaj je fora tudi, da je pač ta populacija, mislim, da je tudi nek kao plan B, naj bi kao zmanjkvali poli in tega, ker pač je preveč ljudi, Ja, se to ne. preveč ljudi. Drugač, meni je pač samo smešen, kako so zdaj vsi ogorčeni nad tem, medtem ko vsi jejo lecistein, pa ta karmin, pa ne vem kaj še vse jejo, pa oči, pa črevesa, pa parkle, pa zdaj ne, črički so pa bed, to pa ne. Pa če vse je bed, zakaj bolj pol nekaj izločiš, nekaj pa ne, pač. A ja, okej, tebe moti, da so v bistvu Hinavci. mesojedi ljudje Pač hinavsko zgražajo je. na tem, okej, štekam, ja, razumem. Meni se je enkrat zgodilo na enem partiju, da sem že nekaj časa nazaj, ko sem povedala, da je pač človek dejansko vstal od mize in mi rekel, jaz se več ne morem s tabo pogovarjati in je šel ven. Ja. A bil Štajerc? Could be. Pač jaz se isto družim s takimi ljudmi, ki so ful razumljivi. Večina mojih kolegov sicer je mesojedcev, ampak so tudi tako ful. Niso nikoli bili, ne vem, da bi bili džadži do mene, razumejo, oziroma če gremo skupaj ven jesti, tudi ni panika, da bi oni podoben naročil, kar pač spoštujem. Ja, če pa tako nekoga novega spoznaš, pa mu direkt rečeš, pa se mi zdi, da avtomatsko vzame kot napad, če mu pač poveš, kaj ti nekaj ponudil, karkoli, in pa tako, ok, meni tako v tem smislu, no. Z neznanci je bolj smatram. Z mano se ne upajo kregati, ker se sujem. Jaz tudi rabim to. Jaz sem drugač, ker daj malo stranstvo poprej. Dvigante roke tisti, ki mislite, da je lažnivec ali lažnivka še vedno med vami. Sorry. Ven ste izločili, da gre Ezau. Sorry, ženska. Kakšni črički pač ni mi bilo jasno, o čem se gre. Enkrat, ne vem, 2-3 tedne nazaj sem zasledil o nekih čričkih. Nažalost nisem poslušal, ne? Mogoče bi mi prav prišlo danes. Pač meni je ful pomembno, da so na istem levelu glede, da me razume vsaj in da se pač prilagaja. Mislim, itak ne bi bila z nekom, ki me ne poskuša razumeti in me džadža tako v tem smislu. Jaz imam partnerja, ki je drugačni vegan, pa naj to nekako ne ovira, ker smo v drugih stvarih malo pač enak, smo na enakem levelu in pač tudi on spoštuje mojo odločitev in tudi on No, je saj to je, da hrano, ko jih spoštuje. pripravi No, vegansko, saj, ja. tako da pač nima neke. Tudi greva večkrat v veganske restauracije skupaj. To je meni enak, tako da. Si pa želim, da bi bil vegan sam. Ja, jaz Kaj ne naredim? Počasi pa ga probam Pa navaditi. feeling, da razume pač, ko Saj se to, ja. pogovarja z njemu. ki je Pa že da ti ne tako teži, ful. ko ne Ja, veš, pa. ja. Pa da je odprt za kakšno stvar probati. Pa tako. Roke gor tiste, ki mislite, da je lažnivec oziroma lažnivka še vedno med vami. Zdaj se bojo luči obarvale zeleno, če pač vam je uspešno uspelo in rdečo, če vam ni uspelo. Je,
ona, ne. Pa kar po imensko, prosim. Vse smo slaba z imeni. Pozabili smo imena. Uroš. A je Uroš. Ne, dobro, da smo ga dali ven! Jaz sem vedela! Oh my god! Hej, drugače, vsem da vam povem, pa sem ful rad vse vegane. Pa spoštujem, da ste vegani. Tako da, ja, mogoče sem zato laž. Ampak zgleda, človek zgleda, daj malo več je, prijatelj, no, čričke, čičeriko, malo zdravi od tega. le njega, stari, roko malo Vse to tako sem bil vmes, kako je, stari. Zmagali so danes vegani in med vas se razdelil v bistvu 100 evrov, vsak dobi 20 evrov. Wow. Jaz sem si tudi sposodila 20 evrov, da sem lahko prišla sem. Tako da